je in čas za čajanko za dušo. Lep, prisrčen in hvaležen pozdrav, dragi gledalci, spoštovane gledalke, in dobrodošli v oddaji Čajanka za dušo, kjer se nam tudi danes obeta zanimiva tema, kajti govorili bomo o sorodnih dušah in o dušah dvojčicah, kaj več o tem pa naša gostja, ki jo bom v nadaljevanju tudi predstavila. Ja, naša ezoterična vsebina oziroma praksa izhaja večinoma iz vzhoda, torej iz področja Sankrsta in iz Indije in pa Tibeta, in od tam smo prevzeli tudi nekatere pojme, kot so aura, čakre in tudi pojem, bom rekla, reinkarnacije, se pravi rojstvo, smrt in ponovno rojstvo, in tako naša duša nekako živi v neskončnost, menja telesa, menja barvo kože, se seli iz enega kontinenta na drug kontinent, enkrat je v ženskem telesu, spet drugič v moškem, in tako se ponovno in ponovno rojeva. Zakaj se vedno znova rojevamo in kaj se dogaja z dušo pred ponovnim utelešenjem, in na mnoga druga vprašanja bo odgovorila naša gostja Aleksandra Winkler-Drole, ki jo z velikim veseljem pozdravljam zopet v naši družbi in seveda v oddaji Čajanka za dušo. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Ko govorimo o dušah dvojčicah, je mišljeno, da smo nekoč davno že imeli svoj dušni par, oziroma da je vsaka duša, ženska, moška, ustvarjena za en poseben par. Se pravi, da so vedno dva para, dve duši dvojčice, in ta dva para naj bi bila skupaj skozi vse inkarnacije. Se pravi, ko govorimo o besedi reinkarnacija, ki pač izhaja iz te indijske, tudi tibetanske in določenih budistične filozofije, ki je pač praksa vsem nam ezoteričnim mojstrom, tudi postavlja temelje mnogim zdravilnim praksam, nam zahodnjakom, pač to smo prevzeli od vzhoda, ali nekateri so malo bolj imajo kitajsko, drugi bolj indijsko. In z tega konteksta, se pravi, če verjamemo v reinkarnacijo, da naša duša živi večno, da pač skozi življenja lahko menja spol, lahko je večkrat v ženskem, manjkrat v moškem ali pa obratno, kraj in tako naprej, in vedno znova, da doživi sebe, da se uči in da ljubi. Se pravi, naša dharma, tudi to je ta ezoteričen pojem, tako da malo o teh osnovah veliko ljudi to že ve. Za tiste pač... Eni pa še ne. Eni pa še ne. In jaz povem v takem duhu rada, da lahko vsak razume, ne glede na to, a ima že ne vem koliko načitanih knjig, ali pa me prvič to spremlja, da pač razume. In dharma, ali pa poslanstvo, ali pa služenje, ki mnogo ljudi toliko zanima, kakšen je moj namen, moje poslanstvo, a bom spoznala dušo dvojčico v tem življenju, ali ne, a je ta moj mož dušni par, duša dvojčica, ali je samo sorodna duša. Vse to bi rada pač v toliko kratkem času povedala, obrazložila, ker ljudi pač to zelo zanima. Sicer pa sami izhajate iz dejstva, da ne živimo le enkrat. Itak, 100%. Jaz sem tako vesela, da ko mi bo to moje fizično telo odslužilo, upam, da bo zdaj zaenkrat mi še dobro služi, da se bom potem po določenem vmesnem času, pač ko imamo tudi vmesen čas, spet nekje rodila v nekem telesu, v nekem kraju, in če bom v tem življenju pač kolikor se da pridna ali pa dobro odslužila, bom imela tudi že v štartu boljše predispozicije, boljše pogoje za novo življenje, recimo, pač za samorealizacijo. Če ne rabiš pa več izkušenj, več preizkušenj, malo več naporov doživljaš, ali pa si duša zbere pač bolj zahtevne naloge, zato da se hitreje nauči več stvari. No, in mnogo ljudi ni zadovoljnih z svojim partnerjem, zakoncem, z starši. Pravimo, da imamo nekaj karmičnega. Se dajo te nepravilnosti odpraviti, pozdraviti, ali kako bi temu rekli? Ja, lepo razmišljajo. Se pravi, ogromno ljudi ima ljubezenske težave,
ali so zaljubljeni v napačnega, ali ne vrne ljubezen, ali je že z drugo, ali so poročeni oni. In to skozi mojih od leta 97 to uradno izvajam. Ja, to je moja skozi različne tehnike, dolgoletna izkušnja. In ti ljubezenski problemi se zdijo ljudem tako težko rešljivi. Sej nekdo, če slabo zasluša, na en način se bo že rešil. Ampak če ne moreš najti nekoga, se ti začne zazdeti. Vsakemu človeku se zazdi, ma je kaj tam gor nad mano, a mi bo Bog poslal. Se pravi, zanimivo, da mi, ko spoznamo svojega partnerja ali pa nekoga, je med milijardo ljudi na tem planetu on nam drugačen. Se pravi, čutimo neko privlačnost med toliko ljudi, ko gre mimo nas ob nekomu, nam zatrepeta srce, ne? In se lahko tudi ustavi v našem življenju. Zdaj, jaz bi tukaj rada, jaz sem zelo tako malo bolj realistična, čeprav imam tudi svojo poetično, umetniško domišljijo. V tem duhu bi nekako tako probala realistično, poetično združiti. Se pravi, iskanje dušnega para, ja, ampak ne za vsako ceno. Se pravi, sprejeti to, kar nam življenje ponuja najboljše od tega, kar dobimo. Tako da nimajo vsi doma, malo ljudi ima to srečo, da je srečalo v enem življenju svojega partnerja, ki je njen ali pa njegov dušni par dvojček. Malo ljudi. Sicer pa duše dvojčice oziroma sorodne duše, to ni isto. Ne, ni isto. Mogoče malce o tem? Ja, hvala. Dušni par je vedno en par. Obstaja za vsako dušo en najbolj kompatibilen par, se pravi, običajno sta to moški, ženska, ni pa garancija. Tudi homoseksualnost je možna in je čisto okej. Tako da nikoli ne kaži s prstom na nekoga, ker ne veš, kaj si ti bil v enem od prejšnjih življenj ali pa boš v enem naslednjih življenj. Tako da so lahko dušni par, tudi če sta homoseksualca ali pa lezbiki. To ni ovira. Včasih se pač zgodijo kakšne take neklasične, neobičajne ljubezenske vezi. Dušni par pa sorodne duše, absolutno. Se pravi, sorodna duša je lahko mnogo ljudi. Se pravi, midve imamo ogromno sorodnikov, ne? Več ali manj jih imamo vsi neke sorodnike, tete, strice, brate, sestre. In tako tudi na nivoju duš začutimo, da smo z nekom bolj sorodni. To preprosto pomeni, da imaš z njim nekaj globljega od samo tistega običajnega. To pomeni, da smo že v prejšnjem življenju bili sorodniki? Ja, zelo verjetno. Zelo verjetno, se pravi, ker je zakon privlačnosti, ko imamo v enem življenju nekaj globoko skupnega, recimo bratje, sestre imajo, se potem želijo po zakonu privlačnosti spet roditi skupaj, da si pomagajo, da se skupaj učijo, ker jim je fajn. Komu pa ne bi bilo fajn na tem svetu, če ne bi imel prijatelja. Nekako se pa že poznajo. Ja, se poznajo, se začutijo se, približno imajo lahko isti okus za muziko, nekaj skupnega imajo, skupni hobi, ista hrana, ista tematika, podobne glasba, knjige in nekaj skupnega imajo, ne vsega, sorodniki, medtem ko so duše dvojčice samo dva, običajno je to najmočnejše čustvo in ljubezen. Seveda imamo radi sorodnike, prijatelje, znance, ampak toliko zelo kot svojega dušnega para ne. Lažje preživimo brez sorodnih duš, kot pa brez duše dvojčice. Če recimo srečaš v tem življenju dušo dvojčico in je potem to tvoj partner, zakonec, se pravi, je to potem garantirano do konca življenja ali se vseeno te duše dvojčice lahko razidejo? Ja, žal, mnogi ljudje smo ali pa so, ne bom se čisto vsega izdala v svojih zasebnih stvareh, izgubili svoj dušni par zaradi ega, zaradi principov, zaradi karkoli je bil povod temu, vedno je pa razlog,
da so se nekje na neki skupni točki, nekdo je rekel, ne grem več s tabo naprej, ali iz užaljenosti, iz trme, iz tega, ki je eden drugega prizadel, užalil, razočaral, ni izpolnil njegova pričakovanja, ali na kakršenkoli način je nekdo od teh dveh rekel, ali pa oba, ne greva več skupaj dalje, in pol sta šla narazen. Se pravi, če se je to zgodilo, naprimer, v prejšnjem življenju, pol eden je šel sam, najdu drugega, najdu ponavadi neko drugo dušo, ki je bila manj kompatibilna z njim, ampak še zmerom mu je bilo lepše biti z eno osebo v razmerju zaradi preživetja, zaradi udobja, zaradi tega, ker pač nas nagoni vlečejo, vežejo, da smo skupaj v paru z nekom, potrebe. In globoko v sebi je vedel, da tista druga ni tisto, ta pravo, ampak bilo je, kar je bilo. Pravimo, še zmerom boljš sorodna duša, kot pa nič. Pa je možno, da se v naslednjem življenju te duše dvojčice zopet nekako najdejo. Zmerom hrepenijo eden po drugem, ampak niso vsi pripravljeni biti skupaj. Včasih je Bog kot naš očka, ali pa mama, starš. Ko se ti dva otroka, tisti, ki imamo več kot enega otroka, recimo, da sta dva ali pa več, ko se ti skregajo med sabo, kaj narediš? Ti pa je tudi to sobo, pa razmišljaj, ti pa v to. Nađeč, ko se ti konflikt nastane, se skregajo, scukajo. In pol jim rečeš, zdaj pa bote, ti v tej sobi razmisli, ti pa v tej sobi. In ko boš razmislil, kaj si naredil narobe, ko se boš pripravljeno pravičiti, temu bosta pačla spet skupaj. Tako sem jaz počela, tako da niso se radi kregali, ker pol sem jih dala narazen in mi je bilo že to hudo, so bili skup družbo. No, in tako naredi tudi Bog, kot dober starš, jih loči. Zato, da se ne bi še bolj hudega počeli. Ljudje si lahko od ljubezni do sovraštva pravijo, da je samo en korak. Sicer to je velik korak. Najbolj lahko sovražiš tistega, ki si ga nekoč najbolj ljubil. Če te užali, razočara, prizadene. V bistvu te lahko razočara in prizadene tisti, ko ga imaš rad. Ko imaš rad, ja. Drugi te pač ne more, ki si računal na njega, ki si mu verjel, ki si mu zaupal, ki si mu se razgalil do konca in da te izda, pusti na cedilu, ko si mu bil pripravljen vse narediti za njega, verjel v skupne cilje. No, potem se užalijo, eden se užali ali pa oba in si celo ljudje zaprisežejo. Se pravi, dušni pari so lahko toliko jeznik, se skregajo, da v jezi rečejo, nikoli več to nočem videti. Ampak Bog to sliši, nikoli več. In to se zapiše tudi v knjigo Akaških zapisov. Nikoli, za vse večne čase, jih se pošljajo nekam. In to se zapiše v njihovo knjigo, kar so rekli, kar so zaprisegli. V knjigo življenja. Življenja, ja, v knjigo Akaških zapisov, rečemo, na eterični ravni je to knjiga o vsemu, kar se je dogajalo našim dušam. Govorimo o eni osebi, recimo o njegovi duši. In potem mu je žal, pa nesreča več, najdem 100 ljudi, 100 parov, vsi so nekako, recimo, ali pa zelo velik, v redu, ampak čute, da ni tisto globoko izpolnjujoče razmerje, ko sta dva, rečemo, kot prsta ene roke, prav ustvarjena drug za drugega. Se pravi, ljudje imamo svoje ego percepcije, ljudje imamo svoje programe, lahko podedujemo program, se naučimo iz okolja, iz vzgoje in te programi so lahko napačni. Programi, vzorci, prepričanja, to so 3 stvari. Eni so celo, sem poslušala zgodbo nekoga, zakaj si zapustil to žensko, recimo v enem izmed prejšnjih življenj. Se pravi na vaših terapijah? Ja, na mojih terapijah. In on mi odgovori, šel sem župniku, povedal sem mu, da je življenje nemogoče, delam od jutra do večera, žena nikoli zadovoljna, se pritožuje, jamra, vsi vemo, ko smo ženske, rade je kaj pojamramo, pa pokritiziramo, ampak življenje je bilo neizprosno, moški je garal in kot otrok in župnik mu je predlagal, duhovnik, pridh k nam v samostan, lej, tle boš, kaj bo tam, bliže Bogu, vsega boš rešen, nobenega dela, ne boš treba ti delati drva, skrbeti. Nobenih negativnih čustev do ljubezni. Ja, ženska ti ne bo več kravžljala živce, otroci te ne bojo več zahtevali. Se pravi, prideš k nam in ti bo lažje, bomo imel še neke fizične bolečine,
zaradi napornega dela, delal je v gozdu, bil je gozdar, nekaj v tem stilu. In ja, tle te bomo mi pozdravili, zdravljenje bo zastonj, imamo čaje, imamo to, imamo drugo. In on je zapustil otroke, s tem, da ni prav naredil, a ne, pol je ugotovil. In ta žena, njegova, ga je imela zelo rada, sam življenje jo je postavilo na zelo hudo preizkušnjo. Ampak, ker je on zapustil njo in otroke, šel v samostan, zaprisegel se celibatu, si ona čez toliko let našla drugega. Tle bo je bilo živeti, bila je še zmeraj dovolj lepa, mlada ali karkoli. In nekdo je prišel mimo, pač v njeno življenje, ga je sprejela. S tem drugim je pol živela kot sorodno dušo. Ampak nikoli ni prebolela to, da jo je njen ta pravi dušni par zapustil. Zmeraj me je to bolelo. No in ta moški je pa ženska zdaj v tem življenju in on me je najdel. Ali pa našla, ki je bila ženska, pride do mene in gremo skozi to zgodbo. Se pravi, išče dušo dvojčico, ne najde, lepa ženska, pametna, dobro situirana, ne najde in probala je z 2, 3 ali koliko jih je imela v življenju, z nobenim ni bilo nič globljega in nekje prebrala, da obstajajo duše dvojčice in da jaz to znam ljudem pomagati, da bi spet srečali dušo dvojčico. Na kar smo mogli iti delati, brisati te zaprisege celibatov, ker je bila celo zaprisežena celibatu, ki jo niso niti, mislim, potrebe po erotiki, spolnosti človek še vedno ima, tudi če se je v enem izmed prejšnjih življenj zaprisegel celibatu, ampak nek neviden zid se postavi pred njim in njenim partnerjem. Pusti ga blizu, ampak ga ne. Na nivoju duše, kot da nekaj govori, ne, raj bi bil sam. Pridejo neke občutke krivde in nisem dovolj dober, nisem dovolj tak, ne bom te mogel ali pa mogla osrečiti s tem, kar sem. In odprave celibatu spet, tako da za njo, sej, varianta je, da bo našla to svoj dušni par, lahko pa tudi ne. Ne moram ji obljubiti, ker to ni odvisno samo od nje, ampak tudi od tega drugega, če je pripravljen odpustiti. Ker ljudje se jeza sovraštvo in to sem hotela tudi, recimo jaz bi rada ljudem tudi dala eno vajo za doma, da imajo to vajo, to nalogo. Mogoče to ob koncu oddaje, zato ostanite v naši družbi. Hvala. Sicer pa slaba in dobra karma. Nosimo iz prejšnjih življenj karmo tudi v bistvu v ta življenja, slaba ali dobra, se lahko odločamo, lahko vplivamo tudi na to, ali kako je s tem? Ja, karma pomeni samo delovanje. Se pravi, beseda karma je težko prevesti, ampak najbližja beseda, ki prevaja to besedo, naša beseda je delovanje. Se pravi, lahko je to tudi akcija, druga beseda za karmo. Se pravi, slaba, dobra, to šele način delovanja pove. Za nekoga je dobra karma ali pa dobro delovanje, da je tajnica za eno, za drugo, da je frizerka, za tretje, da je kozmetičarka, za četrto, da je TV voditeljica, pevka, mama in lahko pa ne. Se pravi, mi nismo vsi enaki in kar je za enega dobro, ni za drugega. Se pravi, nekdo, ki je zbral napačno odločitev, pa če je hotela biti frizerka, pa da je šla za tajnico, je to za njo slaba karma. Pol se more, ali pa da se je poročila s Francijem namesto z Jožetom, se pravi, kakršnokoli napačno odločitev, ki ni v skladu z našo dušo, pojmujemo kot slaba karma. Tako kot v šoli cvek. Pol moraš pa popravljati in pol je naporno. Dobra karma so pa tista dobra semena karme, ko delamo v skladu z našo dušo, to, kar smo. Tako da, če nekdo izbere preveč napačnih odločitev, ima tudi pol, kakor v šoli, preveč cvekov imaš, predolgo bo trajalo, da boš se to popravil. Ali pa res zagrabi, pa potrudi se in se more bolj truditi. Se pravi, da lahko karmo tudi popravimo? Ja, seveda, vse lahko popravljamo, zato smo tle v življenju, da se učimo. Mi smo se rodili zato, da vedno popravljamo, kar smo kikselni. In zdaj ljudje
ljudje me vprašajo, kaj ti boš meni zrihtala, kar si ne morem, jaz sam se, jaz že rad sama, ne berem knjige, hodim na kakšna predavanja, poslušam TV oddaje. Ja, seveda lahko sam, lažje pa je, če imaš individualnega mentorja in to sam enega, recimo, da ne miksaš, zato, ker je samo tvoj mentor, ker prideš kot turistični vodič, recimo, ti greš lahko sam na potovanje, ampak lahko se zgubiš, kje zaideš, lahko pa si najdeš turističnega vodiča, ki te pol pelje, že prej pripravi plan, kaj je tvoj cilj, kaj so tvoje želje. Samo lažje je, ne? Ni pa to, da ljudje ne znajo sami živeti. Ljudje znajo sami živeti, vsi znamo sami živeti, vsi se znamo sami vse naučiti. Sicer pa mnogi iščejo dušni par oziroma dušno dvojčico, pri tem jih lahko pomagate vi. Kako pa vemo na nek način, da živimo z dušnim parom oziroma z dušo dvojčico? Kako se to ve, se to čuti ali kako je to? Ja, tistka ima, ki je v razmerju, ali uradno poročen ali ni, ali kakorkoli, ki je srečal v tem življenju svoj dušni par, on to ve. Vsi to vejo. Sej ni, da se ona dva nikoli nasporečeta ali pa da si 100% zmeren data prav, recimo, kaj bo pile, tak čaj ali tak, ma ne jaz bi taga, ali bo pohištvo tako ali drugače. Ampak ona dva se nadpovprečno dobro ujemata, imata nadpovprečno podoben okus za stvari in dejansko čutiš jih, kakor leva pa desna roka, ne? Sej leva roka počne ene stvari, desna druge, ampak še zmerom nikoli ena naj ne bi hudo počela drugi, no. Seveda se lahko tudi oni sprejo, skregajo in ko grejo na razen je mnogo bolj boleče, kakor za sorodne duše ali pa za ljudi, ki so skupaj zaradi ne vem, dobre karme ali pa slabe karme. Tako da ja, o tej karmi sem kar veliko napisala. No, v knjigi Kaški zapisi, se pravi osnove dušne matrice, si napisala, da se ljubezenska razmerja baje sklepajo v nebesih. To pomeni, da nam je partner oziroma zakonec v bistvu določen za usodo? Ja, nekaj takega, večinoma. V glavnem mi tle v življenju že nekje snujemo neke odnose. Tako, ko recimo lahko ohranjamo prijateljstvo iz osnovne šole, srednje, z prejšnje službe. Lahko to ohranjamo, lahko pa ne. To je naša svobodna volja, naša izbira, odločitev. Ampak z določenimi dušami hočemo iti dalje, hočemo iti naprej in se na dušnem nivoju sklenemo dogovor. Ko zapustimo to življenje, recimo je zelo pomembno, se pravi, to je tudi za starejše ljudi, recimo, ki čakajo, da bojo pač zapustili to življenje in res, če verjamete, tako kot jaz, v reinkarnacijo boste si rekli, ok, dobil bom novo telo in niste prijatelje, tistega, ki sem nekoč zgubil. Moje babici je bilo to veliko olajšanje, ko sem ji preden je odšla z tega sveta, ki je pač umrla v mojih rokah. To povedala, ja, ona tega prej ni vedela in je nekako, tako je bila taka zelo intuitivna, zelo je verjela v to in tudi lepo je to verjeti, ne? Komu je lepo verjeti? Mi smo vsi pa radi se še enkrat rodili pa popravili kakšne svoje napake in to je to. Se pravi, da je napačno razmišljanje, da se bojimo smrti? Ja, v bistvu ja, zdaj fajn je, da se bojimo smrti, zato smo pridni, pa ne vozimo prehitro na avtu, na cesti. Na tak način, ja. Ja, malo se, mislim, dejansko se vsi bojimo smrti, ampak ko pride do tiste točke, eni si jo tudi želijo. Sej, kup ljudi sem srečala, ko bi lahko šel z tega sveta, pa ne morem, a ne? Pa mu tudi pomagaš, recimo, da se komu opraviči, ali pa tako lahko tudi nadaljavo, ali pa če goji zamere. Recimo, fajn je, da preden gremo z tega sveta, da imamo čiste račune z vsemi ljudmi in da se tudi drugi ljudje recimo strinjajo, da bi bili radi z nami del ekipe v naslednjem življenju. Da nekomu preprosto rečeš, lej, bil si mi prijatelj, sodelavc, bil si mi tak, lej, rad te imam in te bom pogrešal, če te ne vidim več, upam, da se še kdaj srečava, vidva, da skupaj kaj rečeva, narediva, si pomagamo eden drugmu. In oni, ja, jaz tudi mislim tako, ok, in to je že sklenjen nek dogovor. Se pravi, tu ni treba pisati pogodbe, a ne?
Vse, ko imaš nekoga rad, tudi ne rabiš velikih besed, preprosto te povleče k njemu, ne, in njega k tebi. No in v mestnem prostoru, ko duše zapustijo to zemeljsko življenje, se tudi tam gor in še enkrat se nekako pogodijo med sabo, ustvarijo plan, načrt za naslednje življenje. In takrat je recimo tudi zelo zanimivo, ko pridejo gor, pa sta bila grozno skregana za časa življenja. Mislim, sta si res eden drugmu malo nagajala, eden bolj drugmu, ko drugi nazaj. In pa pridejo tam gor, to sem tudi že slišala, ta je bila zanimiva, moram povedati, pravi ta ženska, drugi ženski, sestre sta bile, no, a sem ti bila dobra sovražnica, a? Pravi druga, ja, dobro so odigrala to vlogo. Se pravi, ona je samo igrala vlogo sovražno razpoložene sestre v družini, drugi so imeli pač nalogo, kako bojo na to reagirali, ne še večjim sovraštvom, ampak kako jo bojo pomirili in jo postavili tam, kjer je njeno mesto, da ji ne dovolijo, da bi... Ona je imela pač to vlogo. A se moramo predstavljati. Se pravi, gremo v gost, dobimo tam, niso samo jurčki, lisičke, same take gobe, ki bi jih mi radi nabrali. Tam so tudi stropene gobe. In tako so tudi stropeni ljudje. Torej, ta mit o dušah dvojčicah, o najbolj kompatibilni duši, da ali ne? Ja in ne, žal mi je. V bistvu, zdaj, to je mit, to je hrepenenje duše. Ampak lepo prosim ljudi, če imate kolikor toliko radi tega partnerja, ki ga imate ob sebi, pa tudi, če ni princ iz sanj, tudi, če niste vi princeska in ne vem kaj, sprejmimo v življenju najboljše, kar nam ponuja, da nam bo potem dalo še več. Pravijo, kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden ni. Ni vreden, ja, eko. Se pravi, boljše imeti ob sebi dušnega, kompatibilno dušo, se pravi sorodno dušo, nekoga, ki te spoštuje, sprejema. Če pač si dušni dvojček, recimo svoj dušni par izgubil. Eni se iščejo eno življenje, 2, 3, tudi 7 življenj jih je Bog ločil, da se niso hudo počeli, ker bolj, ko nekoga ljubiš, bolj ga lahko sovražiš. Ampak mi ne smemo sovražiti. Pol se rodimo, srečamo s sovraštvom. No in tudi danes ste nam obljubili eno vajo, pa bi mogoče prosila, da je našim gledalkam in gledalcem lepo predstavite. Hvala. Se pravi, ko imamo nek občutek, da nam nekdo nagaja, nas moti, v bistvu ga smatramo kot našega neprijatelja. Večkrat govorim tle o odvisnostnih odnosih in ta odvisnost je toliko naporna, misliš, da nekoga ljubiš, ampak niti ne veš in nočeš zvedeti, da te privlači, ker ga sovražiš. Naši južni sosedje imajo volim, da te mrzim, ta pregovor, ali pa više te mrzim, bolj ko te sovražim, bolj te ljubim. Se pravi, da pojmi ljubezen in sovraštvo so tako kot gobe v tem gozdu, stropene pa take užitne. In včasih ne ve človek, ali ljubi ali sovraži, ali ga privlačna sila ustvarja pa oboje, močna čustva. In mislim, da je sovraštvo še močnejše čustvo, kot je ljubezen. Zaradi sovraštva so vojne, nasilje in tako naprej. In zaradi, se pravi, rodiš se pa s tistem, ki imaš močna čustva, pa ne si bo to taka drugačna. Dejstvo je, da fajn je, da se rešimo, ker to ustvarja odvisnost in živiš v enem začaranem krogu. Kako to naredimo? Pripravimo si nasprot nas stolico in namišljenega, zdaj bom kar tole lahko simbolično pokazala, namišljenega našega nasprotnika. Se pravi, namesto da ga povabiš k sebi domov in pa, ker je tvoj neprijatelj ali pa ga sovražiš ali pa bivši partner, ki te nagaja, pa ti njemu, mislim, jaz sem zato, da nobeno poljeno nagori sam eno, da morate biti tudi za ljubezen in za sovraštvo zmerom dva. Se pravi,
postavimo namišljenega našega nasprotnika, posedemo na stol in fajn je, da tudi dejansko stol nasproti našega postavimo, pripravimo mobitel, zdaj govorimo vsi o mobitelu, štoparco smo rekli včasih na 20 minut, ker to traja 20 minut in ker si v takem stanju, da pač ne moreš gledati na uro, koliko cajt je, da se lahko posvetiš intenzivno tej nalogi. Začnemo z zaščito sebe, tako kot sem že predstavila v prejšnjih oddajah, se pravi možen je ogled tudi na YouTubu, svetlobno belo piramido čez sebe in čez našega zaščito in čez našega sogovornika ali pa našega nasprotnika. Ko to postavimo, se pravi za zaščito, pričnemo z, se pravi hrbtenica naj bo v takih primerih noge na tleh, zravnana, naravno zravnana. Pričnemo z vizualizacijo osmice, se pravi, to sta dva kroga, se pravi v obliki 8, med enim in drugim. Začnemo na sredini in peljem krog, svetlobni krog v neonsko modri, zato sem jaz danes v taki barvi, v neonsko modri svetlobi, to je tako, si predstavljamo trak, s katerim okrasimo to novoletno drevesce ali pa kaj drugega, da potuje tako taka neonska svetloba v obliki osmice. Se pravi, če bi to z vrha, z ptičje perspektive pokazali, začnem na sredini, grem čez v levo in zaobidem. In te osmice, ta dva kroga, na ta način ločujem sebe od tegale neprijatelja ali karkoli, da ne čutim več navezanosti v smislu odvisnosti. Po 20 minutah se zahvalim za sodelovanje in grem opravljati vsakdanja opravila. Odlično, Aleksandra, najlepša hvala za tole vajo, hvala za prijeten pogovor in gostovanje v naši oddaji. Vam, dragi moji, pa le še prijeten večer naprej in pa seveda dobrodošli v naši družbi tudi v naslednji oddaji Čajanka za dušo. Hvala za pozornost in srečno.